Potem pa mi dovolite, da samo pozdravim našo drugo predavateljico v ciklu Filozofska fakulteta govori. To je cikl predavanj, ki smo ga odprli v tem letu jezikov, ki ga praznujemo, bomo rekla, na Filozofski fakulteti. In veliko čast in veselje je, da lahko kot drugo predavateljico pozdravim svojo kolegico, docentko doktorico Anita Srednik, ki je znana predvsem kot nederlandistka, tista, ki drži po konci ves nizozemski lektorat na naši filozofski fakulteti, na našem oddelku. Generacije študentov so že šle čez Anitine roke, pa tudi današnjih nederlandistov, prevajalcev v nizozemščino in iz nizozemščine. Lahko rečeš, da si res postavila nizozemščino pri nas v teh zadnjih 20 letih. Poleg tega pa je Anita tudi jezikoslovka v širšem smislu. Zelo veliko dela je vložila v pripravo nizozemsko-slovenskega slovarja, se pravi, s to leksikografijo se pravno ukvarjala se tudi s številnimi drugimi vidiki jezikoslovja, med drugim v zadnjem času z večjezičnostjo. In v ta segment nas bo tudi danes posvetila, tako da Anita, veselje mi je, da lahko naprej tvoje predavanje za slavo premagovanje jezikovnih preprek v večjezični Evropi s pomočjo jezikovne tehnologije. Udar je svoj. Hvala lepa. Hvala lepa, Brena, za te lepe uvodne besede in hvala, da ste nas povabili na to predavanje v sklopu leta jezikov na Filozofski fakulteti. Kolegice in kolegi, spoštovane študentke in študenti in prijatelji, hvala, da ste prišli. Za začetek bi rada samo za trenutek postala dejstvo, da se morda še premalo zavedamo, v kakšni inštituciji smo študirali, študiramo, poučujemo in raziskujemo. Na naši fakulteti lahko študirate, reci in piši, morda še ne veste, 52 jezikov in to brez različic teh jezikov, 52. Zahvaljujoč znanju tujih jezikov, ki sem ga pridobila tu, me je pot, kot mnogo od vas zanesla po svetu, mene od Japonske prek Nizozemsko Kolumbijo in seveda zmeri raj se vračala nazaj na svojo alma mater, ki se mi neskončno hvaležen, da skrbi in neguje toliko jezikov. Levi delež jih poučujete seveda vi na oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje, ostale tudi mi na drugih jezikovnih oddelkih. In da ne bom predolgo, bi vas rada popeljala na večjezičnost po Evropi. Predvsem je moj namen danes, da poskušam zastaviti nekaj vprašanj v zvezi z to problematiko. Čeprav je najširše gledano prizadevanje Evrope usmerjeno v politično in gospodarsko skupnost, jo na vseh koncih in krajih delijo kulturne in jezikovne meje. Ta raznolikost se med drugim izraža tudi v večjezičnosti, ki je eden evropskih temeljev in vsaj na simbolni ravni določa popolno enakost med jeziki. EU je institucija z največ uradnimi jeziki na svetu in temu ustrezno se glasi tudi njen moto, invaliditate, Concordija, združena in združeni v raznolikosti. Njene pravice in obveznosti do jezikov so določene v evropski zakonodaji, ki prepoveduje diskriminacijo na podlagi jezikov in določa spoštovanje jezikovne raznolikosti. Prav tako njene institucije v svojih številnih pravno nezavezujočih sloganih enoglasno slavijo večjezičnost. Čeprav je delovanje 26 pristojnosti EU odvisno od jezika in prevajanja, od pogovorov, pogajanj, dokumentov, resolucij, smernic in tako naprej, jezikovna politika ni v pristojnosti EU. Kako se ta jezikovna raznolikost uresničuje v njenih institucijah? V manjši meri s prevajanjem in tolmačenjem, neuradno pa so v vseh institucijah, organih in agencijah uporablja seveda angleščina kot lingua franca. Njeni nezavezujoči dokumenti so skoraj celoti samo v enem jeziku in ta položaj samo potrjuje domnevo nizozemskega jezikoslovca Abrama de Swama, da priznanje več uradnih jezikov dejansko utrjuje angleščino, saj ne bi veljalo več kot jezike, v jeziku več je angleščine. To je njegov citat. Kljub temu se EU uradno
ni nikoli odločilo o angleščini kot edinem delovnem ali proceduralnem jeziku ali lingui franki, saj bi dvig uradnega statusa enega samega jezika pomenil kršitev prava EU. Tako da na proceduralni ravni ostajajo uradni samo 3 jeziki. In ker velika večina evropskih državljanov ne zna govoriti več kot enega ali 2 tuja jezika, je sporazumevanje med njimi zelo težavno, kar vodi v veliko razdrobljenost in predstavlja nepremostljivo oviro za gradnjo evropske države, evropskega gospodarstva ter za znanstveni in kulturni razvoj. In pomanjkanje jezikovnega znanja lahko v nekaterih situacijah, kot ugotavlja že Simon Krek, popolnoma ustavi pretok idej in delovne procese. Glede na to, da v EU govorimo več kot le 24 uradnih jezikov, je ta razdrobljenost veliko bolj izrazita, kot si morda predstavljamo. Med 40 in 50 milijonov ljudi govori okoli 60 regionalnih in manjšinskih jezikov. Poleg tega pa se v Evropi govori še okoli 175 neevropskih jezikov, to gre seveda za jezike priseljencev. Stebra, na katerih temelji udejanjanje večjezičnosti, sta učenje tujih jezikov, poučevanje tujih jezikov in prevajanje. EU spodbuja učenje jezikov, vendar ima omejen vpliv na izobraževanje in jezikovne politike, kot smo že rekli, da so te v pristojnosti posameznih držav. Po zadnjih raziskavi, to so številke iz leta 2016, naprimer več kot tretjina odraslih v EU, to je 35%, ni znala nobenega tujega jezika. Zadnje poročilo Evropske komisije o učenju tujih jezikov EU kaže, da se velika večina učencev po tuji jezik uči samo angleščino, kljub priporočilu 1+2, spravi vsi naj bi se učili še 2 tuje jezika, vendar se je to na koncu sprvrli samo to, da se vsi učijo samo še angleščine. Kljub močnim priporočilom EU, da bi se vsi učenci učili vsaj 2 tuje jezika, se torej ni udejanjilo, zato se lahko vprašamo, ali je učenje enega samega tujega jezika po vsej celini še vedno jezikovna raznolikost. Zdi se, da je učenje angleščine postalo nuja. To med drugim potrjuje dejstvo, da 80% državljanov EU meni, da je angleščina najuporabnejši jezik za prihodnost njihovih otrok. EU znotraj svojih institucij zagotavlja storitve prevajanja in tolmačenja za vse uradne jezike. Skoraj vsi druge jezike, ki se govorijo v EU, regionalni, manjšinski in tudi jeziki priseljencev niso zajeti, saj v EU nimajo uradnega statusa. Zato ti jeziki v večini primerov ne prejemajo zadostne javne podpore za preživetje, to danes pomeni, da niso v zadostni meri jezikovno-tehnološko podprti in so zato le obrobno zastopani v digitalni komunikaciji. Za uradnim priznanjem jezik pridobi status in prestiž, med drugim tudi za izgradnjo potrebne jezikovne infrastrukture. Evropa si močno prizadeva za večjo jezikovno raznolikost, zato želi za premagovanje jezikovnih ovir oblikovati ambiciozno digitalno politiko za razvoj jezikovnih tehnologij, prevajanje ter vseživljenjsko učenje in poučevanje jezikov. Prevajanje v večjezični družbi kot je EU nedvomno ključnega pomena. Evropske institucije za vzdrževanje politike večjezičnosti za prevajanje in tolmačenje porabijo približno €1 milijardo na leto, kar je manj kot 1% proračuna EU oziroma nekaj več kot €2 na državljana na leto. Mimogrede, v Kanadi znese vzdrževanje dvojezičnosti v državi €36 na državljana na leto. Kot že rečeno, danes ne je mogoče govoriti o razvoju jezika, ne da bi pri tem upoštevali enega od pomembnih dejavnikov, ki do zadnjih 2 desetletij vse kasneje povezujemo z jezikom, namreč z jezikovno tehnologijo. Gre za interdisciplinarno področje, ki med drugim združuje računalništvo, umetno inteligenco, matematiko, jezikoslovje, psihologijo, kognitivno znanost, nevroznanost. In raziskuje ter razvija vire, orodja in metode za računalniško obdelavo, analizo, generiranje in razumevanje človeškega jezika. Ne moremo se več spraševati, kdaj bo jezikovna tehnologija postala del naših življenj, ker je to že nekaj časa. Prisotna v našem vsakdanjiku, ko uporabljamo iskalnike, virtualne pomočnike, priporočilne sisteme, pogovorne agente, urejevalnike besedil, črkovalnike, avtomatske prevajalnike, avtomatske postavljalnike vejic, samodejne podnapise, samodejne povzetke,
vključujočo tehnologijo in tako naprej. Glavne področja, kjer se uporablja, so analiza besedil, slovnična, semantična, obdelava govora, avtomatsko prevajanje, iskanje podatkov, luščenje informacij, podatkovno udarjanje, avtomatsko generiranje besedil, samodelno povzemanje besedil, poenostavljanje besedil, postavljanje vejc, vprašanj, interakcija med človekom in pa kot zadnji interakcija med človekom in strojem. To so dobro znane pogovorni agenti oziroma klepetalniki oziroma chatbots v angleščini. Zdi se, da ob zgoraj naštetem na prvi pogled ne govorimo več toliko o jeziku, temveč o tehnologiji, ki nam je bila tipični produkt naravoslovnih in tehničnih znanosti. Že mnogo zgodovinarjev je dokazalo, da tehnologija le deloma izvira iz naravoslovnih znanosti. Sicer pa svojo lastno zgodovino izpričuje vse od začetkov znanosti. V manjši meri izhaja iz humanistike in sicer iz teoretičnega jezikoslovja v 50 letih prejšnjega stoletja z razvojem formalne slovnice. Za njeno pomočjo so lahko nastali računalniški jeziki. Tehnologije ne moremo enačiti ne z naravoslovjem, ne s humanistiko ali drugoslovjem. Vendar je v znanosti seveda ne vse uporabno. Tako so se v najzgodnejšem obdobju računalniške tehnologije zanjo obreli ravno humanisti. Ti so bili zelo priča njenemu rojstvu. Ne samo jezikoslovci, temveč tudi muzikologi, zgodovinari, teologi, umetnostni zgodovinari in tako dalje. Kot veste, kot nedvomno mnogo od vas ve, je bil pionir na tem področju italijanski jezuit pater Roberto Busa. Že leta 1946 je prišel na idejo, da bi ustvarili lematizirano zbirko vseh del Tomaža Akvinskega in še nekaterih drugih teoloških del. Vsa dela so obsegala kar 11 milijonov besed. Roberto Busa si je zamislil, da bi si pri tem pomagal z računalnikom, vendar sam zato ni imel ne tehničnega znanja in nikakršnih sredstev, zato se je 3 leta kasneje, leta 1949, odpravil naravnost v New York k ustanovitelju podjetja IBM, Thomasu J. Watsonu. Uspešno ga je prepričal, da je zanj razvil programsko opremo, tako da so lahko avtomatsko generirali celoten korpus, imenovan tudi Index Thomisticus. Ta projekt je zahteval izredno veliko naporov od ljudi, pa tudi od tedanje računalniške opreme, ki še zdaleč ne imela toliko spominskih procesnih zmogljivosti kot danes. IBM je razvil tudi posebni konkordančnik za raziskovanje besedil. Po 24 letih, leta 1973, je bil projekt končan, dela Akvinskega v celoti jezikovno označena ter pripravljena za iskanje po besedilih oziroma branje. Filozofija Akvinskega je s tem postala prvi primer raziskav, ne samo na podlagi običajnega branja, kot mu rečemo, branje, pač tradicionalno branje, imenovanega tudi close reading, temveč tudi oddaljenega, tako imenovanega oddaljenega branja ali branje z daljave, imenovanega tudi distant reading. V slovenščini nekako še nisem naletela na ustaljen izraz za ti vrsti branja, torej close ali distant reading. Sama bi uporabila tudi globoko branje, natančno branje. Sama bi morda predlagala pogledno branje, ne vem, to je tudi stvar za diskusijo, ker s takšnim branjem dobimo dejanski pogled v besedilo na več ravneh. Za oddaljeno branje pa morda pregledno branje. Takšno branje zajema računalniško, površinsko prebiranje milijonov strani, ki jih za časa življenja noben posameznik nikoli ne bo mogel prebrati sam. Za Roberto Busa sta obe vrste branja bili bistvenega pomena za proučevanje besedil, ker obe pripeljata do novih spoznanj. Pri natančnem ali v poglednem branju lahko preberemo le relativno majhno količino besedil, medtem ko lahko pri preglednem branju prebiramo in primerjamo na tisoče knjig ali drugih besedil hkrati in iščemo nove povezave med njimi, kar bi brez računalniške obdelave bilo tako rekoč nemogoče. Ime Roberto Busa pa se je medtem ohranilo tudi po njegovi smrti in sicer v poimenovanju prestižne nagrade za humanistično računalništvo, ki kasneje dobi ime digitalna humanistika. Index Thomisticus je bil le začetek,
Kmalu je postalo jasno, da so potrebe po digitalizaciji del filozofov, pesnikov, pisateljev, znanstvenikov, skladateljev in tako naprej. In še mnogih drugih vse večji. Busa je bil torej prvi, a ne edini, ki je za proučevanje v humanistiki uporabil računalniško tehnologijo. Zelo pomembna za razvoj jezikovne tehnologije sta bila Američana Warren Weaver in Claude Shannon, ki sta v istem obdobju kot Busa leta 1947 prišla na idejo, da bi računalnik moral biti zmožen prevajanja, avtomatskega prevajanja. To je bila vodena mlin ameriški vladi, ki je bila sredi hladne vojne Sovjetsko zvezo in avtomatski prevodi bi prihranili čas in denar pri prevajanju iz ruščine v angleščino. Hkrati da bi nemudoma lahko prevedli prestrežena sporočila v angleščino. Začetna navdušenost nad možnostjo takega prevajanja se je polegla za kar nekaj desetletij, saj so računalniki prevajali le besedo za besedo, tako da so prevodi bili pogosto povsem nerazumljivi. Zato iz 50 let prejšnjega stoletja obstaja veliko slikovitih in ne vselej dokazanih anekdot o prevodih med angleščino in ruščino, o tem smo tudi govorili z drugo skupino, ne s svojimi študenti. Tako ne bi stavek iz Nove zaveze The Spirit is willing, but the flesh is weak, najprej prevedli v ruščino in na to nazaj v angleščino, kjer bi se glasil dogodka iz družbe dobiti z rokom. To je najbolj razpitih primerov, za katere so zmerili so dokazali, da se je resnično zgodil, mogoče pa tudi. Ne? Spoznanje, da računalniška tehnologija sama po sebi, ne da bi pri njeni uporabi upoštevali tudi jezikovno znanje, ne zmore reševati zapletenih vprašanj, naprimer v zvezi z avtomatskim prevajanjem, je pripeljalo do vedno večjega razcveta računalniškega jezikoslovja in jezikovne tehnologije. In to je botrovalo spet novemu spoznanju, da je verjetnost sopojavljanja določenih besed, konstrukcij, vse takočene bolj pomembna kot modeliranje jezika z abstraktno slovnico. Uvedba jezikovne tehnologije se ni ustavila pri jezikoslovju, temveč se je razširila na druge humanistične vede, muzikologijo, kjer so razvili glasbeno slovnico in računalniško podprte analize glasbe, na digitalno teologijo, kjer so bili Nizozemci prvi, ki so računalniško podprto intenzivno preučevali Stari testament, na računalniško filozofijo, logiko, računalniško jezikoslovje, vse tri discipline, kjer so Nizozemci v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja bili v samem vrhu raziskav. Da ne omenjamo še drugih področij, kot so digitalne rekonstrukcije v arheologiji, gledališke študije, zgodovine, književnosti in tako naprej. Avtomatsko prevajanje je eno glavnih področij jezikovne tehnologije in tudi oziroma ravno tu je denimo prej omenjena vrednost konstrukcij oziroma vzorcev eno od poglavitnih načel urejenih avtomatske prevajalne sisteme. Avtomatsko prevajanje, imenovano tudi strojno ali samodejno prevajanje, čeprav ne prevaja stroj, temveč računalnik oziroma računalniški program, je danes postalo že neizogiben in nepogrešljiv del prevajalske dejavnosti. Po zadnji anketi Evropske jezikovne industrije le 3% prevajalskih podjetij ne uporablja prevajalskih orodij. Prve ideje o strojnem prevajanju so se pojavili sicer že zelo dolgo nazaj v 9. stoletju, ko je arabski filozof, matematik in kriptograf Al-Kindi razvil svojo tehniko sistemskega prevajanja na podlagi pogostosti, pojavitev in kriptoanalize ter verjetnosti in statistike. V 17. stoletju je René Descartes razmišljal o univerzalnem jeziku, ki bi iste ideje iz različnih jezikov povezal z istimi znaki. V drugi polovici 20. stoletja je splošen tehnološki razvoj informacijskih tehnologij omogočil gradnjo prvih prevajalnikov, ki so poskušali vso kompleksnost naravnih jezikov računalniško pretvoriti v pravila. Prvi rezultati, enega od njih smo pomenili ravno prej, so se torej sprevrgli v razočaranje. Zato je razvoj na tem področju kar za nekaj desetletij zamrl, saj se je avtomatsko prevajanje zdelo neizvedljivo. Razvoj je bil takrat zato bolj usmerjen v računalniško podprto prevajanje, vgrajanje elektronskih jezikovnih orodij, v slovarje, jezikovne korpuse, pomnilnike prevodov. Skratka, vsa ta orodja, ki so prevajalcu dejansko olajšala in pospešila delo, ter zagotovila kakovost prevoda.
90. leta prejšnjega stoletja privedejo do prvega večjega menika v razvoju prevajalskih tehnologij. To je ta prehod iz računalniško podprtega prevajanja s pravili na prevajanje temelječe na statistikah. Statistični, torej pravila, potem pa 200 leta statistika. Statistični prevajalniki niso več potrebovali slovničnih pravil, temveč so se urili tudi na podlagi obstoječih zbirk že prevedenih besedil, sporednih korpusih in velikih enojezičnih korpusih. Izhajali so iz verjetnostnega modela prevodne ustreznosti ter za vsako prevodno enoto predvideli najverjetnejši prevod. Google je leta 2006 objavil svojo prvo različico spletnega prevajalnika, ki je delovala po tej metodi. Že 2 leti kasneje se je med vključenimi jeziki znašla tudi že slovenščina. Avtomatsko prevajanje pa se je vse bolj premikalo k novi paradigmi nevronskega prevajanja. In tako leto 2014 že zaznamujejo globoke nevronske mreže, ter s tem tako imenovano globoko učenje in napovedo dobo umetne inteligence. V svoji zgradbi rahlo spominjajo nas ustroj človeških možganov in delovanje nevronov, saj gre za, citiram, nelinearno obdelavo podatkov na več medsebojno povezanih nivojih omreženih vozlišč. Konec citata. Nevronski prevajalniki so se zaradi natančnejših in veliko bolj berljivih prevodov, sploh po uvedbi tako imenovanih vektorskih vložitev, nemudoma uveljavili. Slednji, torej te vektorske vložitve, ne samo da veliko natančneje določajo pomenska razmerja med besedami, tudi v različnih jezikih, kar je zelo pomembno, temveč znajo do neke mere tudi upoštevati kontekst in so zato tudi boljši pri prevajanju dvoumnih besed. Prav tako imajo najnovejši nevronski prevajalniki vgrajeno posebno metodo za obdelavo neznanih besed, ki jih znajo generirati po posameznih delih. In potem so lahko časih zelo uspešni. Danes avtomatski prevajalniki upravijo levi delež prevodov za nestrokovnjake, torej za ljudi, ki na primer živijo na večjezičnem področju, za tisti, ki potujejo v tujino, ki kupujejo po spletu in tako naprej. Avtomatsko prevedene besedila so resnično v pomoč ljudem, ki druge izbire sicer sploh nimajo. Včasih površen in slovnično nepopoln prevod popolnoma zadostuje za grob in hitro vtis o vsebini besedila. Naprimer, kadar želimo na hitro preleteti vsebino tuje spletne strani. Spet druče lahko takšen prevod zelo koristen v nujnih življenjskih situacijah. V profesionalnem okolju pa je avtomatsko prevajanje doživlja množično uporabo v jezikovni industriji. Z drugimi besedami tu gre za prevajanje besedil za potrebe gospodarstva. To področje je v zadnjih letih doživelo pravi razcvet. Šlo naj bi za tretjo najhitreje rastočo industrijo na svetu. Zajema naslednje področja: prevajanje, lokalizacijo, internacionalizacijo in globalizacijo, denimo globalnih spletišč. Mimogrede, prevajalec, ki hkrati tudi besedilo tudi lokalizira, ga torej prilagaja določenemu trgu, se niti ne imenuje več prevajalec, ampak transkreator. Takšni prevodi so zelo ustrezni za končni pregled, tako imenovani post-editing, ko se prevajalec ali revizor samo še prepriča, ali se prevod ujema s tistim, ki bi ga ustvaril človeški prevajalec. S tem pa seveda prihrani čas in denar. V nedavnem poročilu o obstoječih strateških dokumentih in projektih na področju jezikovnih tehnologij in umetne inteligence v okviru evropskega projekta Enakovrednost evropskih jezikov, ELEC, je navedeno, da, citiram, več nedavnih mednarodnih poročil obravnava jezikovno tehnologijo kot eno od 3 najpomembnejših funkcionalnih področij uporabe umetne inteligence, skupaj z računalniškim vidom in robotiko. Samodejno razumevanje jezika se dojema kot eno od temeljnih ciljev umetne inteligence, po drugi strani pa velja tudi za enega od njenih glavnih izzivov, konec citata. O prihodnosti komunikacije, tudi večjezične, v dobi umetne inteligence, lahko podrobno preberemo v dokumentu, nekako ga prevedla kot svitanje človeško stojne dobe, napoved novih in nastajajočih
jezikovnih tehnologij. Nastal je v okviru projekta KOST s sodelovanjem številnih univerz in raziskovalnih inštitutov, je dokaj vizionarski in tudi malo strah vzbujajoč. Ti znanstveniki napovedujejo, da v bližnji prihodnosti prevajanje spremljanje vse povsod, dogajajo pa se bo bliskovito hitro, oziroma niti ni pravilna beseda bliskovito hitro, dogajajo se bo sprotno. Zato pa je potrebno kritično zavedanje o pomenu avtomatskega prevajanja oziroma tako imenovana strojno prevajalna pismenost, se že pri miselnosti, kar naprej s tem ukvarjamo, strojno prevajalna pismenost. Ta zadeva v prvi vrsti kognitivna in ne toliko tehnične zmožnosti, uporabljivo, kar sam prevajalski postopek je seveda povsem enostaven. S to vrstnim popismenjevanjem se je začela prva ukvarjati Lynn Bowker iz večjezične Kanade in svojimi delavnicami med drugim pomaga tudi, kar je zelo pozitivno, manjšinskim jezikom kanadskih domorodcev. V preomenjenem dokumentu The Dawn of the Human and Machine Era avtorji med drugim napovedujejo, da bodo v prihodnosti naprave za brezšivno, tako se imenuje ta komunikacija, kjer ni treba več čakati na prevod, za brezšivno večjezično komunikacijo vse manjše in vse manj opazne, tako da jih bo mogoče nositi na obleki, modnih dodatkih ali jih celo ugraditi v telo. Prototipi za vse te naprave že obstajajo. Samo še vprašanje časa je. Velikih sprememb se lahko nadejamo tudi v zvezi z obdelavo in modeliranjem gestike, mimike in čustev. Kot v svoji teoriji diskurza dokazuje že Fairclough leta 1989, uporaba jezika v družbenih praksah inherentno vsebuje izvajanje moči nad drugim. Ker bo v prihodnosti tehnologija z veliko verjetnostjo vplivala na naše mišljenje, ideje ter s tem na uporabo jezika, bo v prihodnjih analizah diskurza treba kot akterja najbolj vključiti tudi tehnologijo. Tehnološki razvoj zadnjih desetletij je polagano pripeljal do tako imenovane povratne zanke, ko je tehnologija postala tista, ki vpliva na uporabo jezika in ne več obratno. Ni nenavadno, sploh pa ne v večjih podjetjih, ne še na naše fakultetje, da pišejo besedila posebej za avtomatsko prevajanje, pri čemer je glavno vodilo, da jih bodo prevajalniki z lahkoto prevedli. To pomeni, da poskušajo že v izvirnem tekstu posnemati sintakso celnega jezika, se odločiti le za kratke in enostavne stavke, se čim večkrat ponavljati, se izogibati idiomatski rabi, prenesenim pomenom, kulturno specifičnim izrazom in tako naprej. Takšna navodila dobivajo ustvarjalci vsebin velikih tehnoloških podjetij. Tudi Lynn Bowker na svojih delavnicah strojno prevajalnega opismenjevanja udeležnice uči o pisanju za prevajalnike, to je o pisanju prijaznem do prevajanja, ne prijaznem prevajanju, translation friendly. Raziskave so pokazali, da se ljudje trudijo, da bi se pri sporazumevanju z napravami le tem čim bolj prilagodili. Ne samo za okleščenim jezikom, temveč tudi z intonacijo in načinom govorjenja. Iz tovrstnih raziskav izhaja tudi, da ljudje iz naravnih vzgibov antropomorfizirajo naprave, ki lahko govorijo in temu prilagajajo ne samo svoj govor, temveč tudi svoje vedenje. Če bomo več časa namenili govorjenju s tehnologiji, lahko to takšno rabo jezika le še potencira. Zaskrbljujoče je, da takšen nadzorovan, da ne rečemo krnen, osiromašen jezik, lahko s časom prevede do poenostavljene rabe jezika na splošno. Vprašanje je tudi, kako daljnosežni vpliv imajo samodejno vgrajeni programi, ki nam med tipkanjem pomagajo dokončati besede ali stavke, ali nam ponudijo kar cele stavke, da jih stavimo v besedilo. Ker se takšni sistemi napajajo iz pravil in uporabniške statistike, je možno, da bodo avtomatski predloge, ki jih dobivamo med tipkanjem, težili k zmanjševanju leksikalne raznolikosti. Ne moremo zanikati, da tovrstne sugestije na dolgi rok ne vplivajo, kot sem že omenila prej, tudi na naše misli in zamisli, tudi na naše sodbe o tem, kar je v jeziku pravilno, avtentično, slovnično pravilno, slogovno ustrezno in tudi sicer sprejemljivo. Tudi pri
pri poučevanju jezika na samo dejstvo, da obstajajo nešteti jezikovne aplikacije za učenje in strojno prevajanje, samo po sebi še nič ne pove, če jih ne bomo znali ustrezno umestiti v pedagoški proces. To zahteva poznavanje slabih in dobrih strani ter redno spremljanje razvoja na tem področju. Kaj storiti, vas sprašujem, Ko prejmete spis študenta prvega letnika nizozemščine, gre za nalogo, v kateri mora opisati svojo družino, v nekaj preprostih stavkov z omejenim besednim zakladom, medtem pa držite v rokah precej kar daljši zapis v perfektni nizozemščini, z bogatim in raznolikim naborom besed in zahtevnimi slovničnimi konstrukcijami, ki jih bomo obravnavali še čez kakšno leto dni. Da ne govorimo o popolnem pravopisu, ki je za začetnike nizozemščine še zelo težak, ker na tej stopni še ne obvlada do potankosti podvajanja soglasnikov in pa samoglasnikov. In ko sčasoma ne gre za osamljen primer. Koga pravzaprav popravljam? Človeški zapis ali strojnega? Kakšna je pri tem še moja vloga? Če želimo kritično obravnavati avtomatske prevajalnike, moramo študente naučiti, kako na metaravni govoriti o prevajanju, prevajalskih izbirah, strategijah in tehnikah, ter temeljito analizirati delovanje strojev oziroma umetne inteligence. Vsekakor pa mislim, da in uporabi takšnih prevajalnikov ne moremo, ni dobro, ne smemo prepovedati. To je tudi edini način, da ostanemo pametnejši od stroja. Avtomatski prevajalniki se nenehno izboljšujejo in kot ugotavljajo znanstveniki obetajo, da bodo kmalu zavzeli tudi dva diskurza, ki smo doslej zaradi svoje vsebinske in slogovne kompleksnosti, najdlje upirali, to je znanstveni in pa umetnostni diskurs. Na podlagi tega sklepa, da se zdi, da je točka razvoja umetne inteligence nekaterih postrojov tudi v jezikovno praksi dosegi človeka ne le mogoč, ampak se že kar nezadržno bliža. Književno prevajanje naj bi bilo še zadnja trdnjava, ki avtomatski prevajalniki niso zavzeli. Ali pač. Moji kolegi na Katoliško univerzo v Lövnu, profesor Tim van de Kruis, se ukvarja z raziskovanjem ustvarjalnosti avtomatskih prevajalnikov. Odgovarja na vprašanja, zakaj se stroj ne bi mogel naučiti tudi ustvarjalnosti, sestavljati šalo, domisliti, biti zmožna unije. Moram povedati, da se veliko šalam, ki so jih ustvarjali na univerzi v Bentu, nizozemskem prav od srca nasmejala. Torej, profesor Kruis v Lövnu je sestavil različne modele za avtomatsko generiranje poezije v francoščini. Rezultat je bil kar navdušujoč, saj naj bi pesmi na podlagi imel avtomatske in pa človeške ocenjevalce. In na podlagi subjektivnih človeških ocen bi naj imele pesmi pesnički nabor. In eno od teh pesmi sem tudi ne sama, je moj DeepL, prevedel tudi v slovenščino. V slovenščini je rezultat malo manj navdušujoč kot v francoščini. Podjetje GitHub pa je na primer razvilo programsko opremo, ki lahko za umetno inteligenco piše sonete v duhu Shakespearea. Raziskovalci so uporabili 2600 sonetov in na podlagi Shakespearovih 154 sonetov. Zaenkrat jih je še kar lahko ločiti od človeških sonetov, ker so dokaj nesmiselni. Tudi še bolj slovenščini, tudi v angleščini. Ampak berijo pa se tekoče, berljivi pa so, ritem vse ujema. Ali pa vzemimo preprost stavek, to je to. Recimo, kaj pomeni to je to? Stoji ta stavek sam zase, ali je morda stavek iz pesmi, iz kakšnega besedila, je mogoče to naslov kakšnega angleškega romana, prevod naslova angleškega romana. Mogoče ta stavek izvira iz pogovora, ki sem ga imela z natakarjem, ko me je prinesel naročeno. Morda nima nikakšnega pomena, gre samo za igro besed, oziroma njihov zven. Če se prevajalce takšna neodločenost spravlja v neudobni položaj, iz katerega se moraš izviti, veste, vsi, ki prevajate, da so
odločitve prevajalcev kot sekanje vozov. Naprimer, to bi lahko sami prevedli v več jezikov, ampak ne to naredi za nas DeepL. Prevedli smo v angleščino, nemščino, nizozemščino, italijanščino, francoščino in španščino. To bi lahko spomnilo na eno lušno večjezično pesem. Ustvarja DeepL strojno poezijo brez pesnika. Ali so prevodi, ki jih ustvari, dobre? Kdo lahko oziroma sme odgovoriti na to vprašanje? Je norma človeški prevod? Lahko ali sme človek oceniti avtomatske prevode, ali pa morajo tudi to napraviti stroji? Seveda bi se pri prevodu tega stavka lahko ustavili tudi pri samem zvenu, a ne pri igri besed, oziroma dvakratni ponovici to, ki pa se v drugih jezikih nažalost ne pojavi. Človeški prevajalec tu vsekakor naleti na oviro. Ta stavek se zdi ob upoštevanju zvena nepravilen, kar pa nima opraviti s prevajalčevo zmožnost ali nezmožnostjo prevajanja, ker je na milost in nemilost prepuščen jezikom in temu, kar mu nudijo. Ta občutek nezmožnosti lahko rezultati avtomatskega prevajanja le še okrepijo, ker so lahko tako dobri. Ali lahko s časom stroj popolnoma prevzame njegovo dejavnost in ga nadomesti? Smo prevajalci morda že od tega precenjevali. Je prevajanje res tako težko, kot pogosto trdimo. Avtomatski prevajalnik lahko povežemo s filozofskim pojmom desubjektivacije. V sestavku Die Aufgabe des Übersetzers, filozof in tudi sam prevajalec Walter Benjamin ta pojem piše takole. Nekateri odnosi ohranijo svoj smisel, morda v najboljšem pomenu besede, če se od samega začetka ne nanašajo izključno na človeka. Že samo ime prevajalnika, ki sem ga uporabila, je povedno DeepL Translator. Prevajalnik je globoko učeči se prevajalec. Dve pojmovni razmeri, globoko učenje in pa prevajalec, sta ločena od človeka. Prevajalski stroj se lahko globoko uči in prevaja, ter s tem izloči subjekt, ki sicer prevaja, torej prevajalca. Desubjektivacija ima nedvomno potujitveni učinek. Dojemanje prevajanja kot veščine se izgubi. Stari Hieronymus je očitno zapustil svojo kamnico. Delo je prevzel avtomat in to ne samo pri prevajanju navodil za uporabo aparatov, za izvajanje jogijskih vaj ali za sestavo nove omare, temveč se počasi zaenkrat še na eksperimentalni ravni loteva tudi literarno-umetniških besedil, kot smo videli prej, na primer zgoraj. Pojav desubjektivacije se ni nič novega, mnogi znanstveniki, psihologi, filozofi so se prespraševali o središčni vlogi človeka. Desubjektivacija nas zadeva tudi v vsakdanjem življenju, da nisem jaz tista, ki v trgovini izbere določeno vrsto bučnega olja, temveč steklenice izbere mene, ali ko se peljem na nov naslov, ne izberem tudi sama, temveč določi navigacijo v avtu, če pa želim v drugi poti. Avtomatsko prevajanje je le eden izmed mnogih pojavov, ki so zadali udarec subjektu. Prevajalec se lahko upravičeno počuti, da je njegovemu delu odzeto dostojanstvo. Ta orodja zaradi skoraj takojšnje obdelave ogromne količine besedil v javni domišljiji utrjujejo predstavo, da je prevajanje samodejno, neposredno, da je izraz odnosa 1:1 med dvema jezikoma. Jezik pa je le preprosta koda, ki jo prevajalci dekodirajo in na to spet dekodirajo celni jezik. Res je tudi, da se je ob prihodu avtomatskih prevajalnikov in posledično nižjimi tarifami spremenil poslabšal ekonomski položaj prevajalcev. Prevajalska industrija se prizadeva za strojni prevod kot avtomatski produkt, ki je dovolj uporaben, ker pri tem še vedno ostane stroškovno učinkovit in pospešuje globalno finančno trgovanje. Prevajalec pa v tej industriji vse bolj postaje pregledovalec prevoda ali postavitev, ter jezikovni tehnični urednik. Kolego Tim von de Kruysu iz Berna, ki modelira neuronske mreže za kreativno pisanje poezije, še ni
zaenkrat, če ni uspelo modelirati povezav do metafor, idiomov, pregovorov, homonimov, pomenskih nijans, kulturnih referenc, prehajanja med registri in tako naprej. Prav tako avtomatski prevajalniki ne morejo še povsem prepoznati več pomenskosti, dvoumnosti celotnega konteksta, ki ga lahko prevajalniki včasih tudi povsem spremenijo. Ne morejo tudi prevesti, česar v besedilu ni izgovorjeno, je pa mišljeno, kar je včasih treba v prevodu eksplicirati. Do takrat pa lahko trdimo, Stana, da avtomatski prevajalniki še ne bodo izpodrinili književnih prevajalcev. Te ugotovitve so seveda splošne, zelo splošne, se v večji ali manjši meri razlikujejo od enega jezika do drugega, od enega jezikovnega para do drugega, saj je uspešnost prevodov močno odvisna od količine podatkov, ki jih ima na razpolago prevajalnik. Računalniška obdelava jezika je bila že zgodaj cilj humanistične kritike. Tako je že bil ta leta 1979 v svojem delu Postmoderno stanje poročilo o vednosti, opredelil jezikovne tehnologije že takrat, ter s tem tudi strojno prevajanje kot utelešenje ideologije, komunikacijske transparentnosti, ki družbeni napredek in razvoj vednosti povezuje z neoviranim in takojšnjim kroženjem poenostavljenih sporočil in s komercializacijo znanja. Spet drugi so takšne obdelavi jezika učitelji do naravni jezik, izvajanja umetnega oziroma logičnega, da pri tem krepi načelo utilitarnosti, učinkovitosti in produktivnosti na škodo vsega neučinkovitega, kar je sinonim za afektivno, za umetniško, za užitek in tudi za tišino. Prevajanje naj bi bilo zaradi ideologije prevodne ustreznice ne le povsem mogoče, temveč banalni posel, ki se je premaknil z retorične na utilitarno raven. Težnja po formalizaciji in poenostavitvi jezika naj bi povsem sprejela pokrnen prevod, za katerega ni več potrebno, da je jezikovno in shodovno dodelan, saj naj bi bilo iz grobe oblike mogoče dovolj zanesljivo razbrati pomen. Naj na tem mestu še čisto nakratko povzamem, skratka posvetim, čeprav bom to zelo schematično naredila raziskavo s področja ocenjevanja kakovosti avtomatskih prevodov. Naj menim na začetku le anatomija litorala, to je največji avtoritet na tem področju, ki je v tej smeri pravi več raziskav. Iz njegovih rezultatov naj bi avtomatski prevodi, ki so jih na koncu pregledali človeški prevajalci, izkazovali podobne značilnosti, kot jih sicer izkazujejo prevodi na splošno, kot so prevajalsko univerzalje, kot so interferenca, normalizacija in presevanje. Hkrati izkazujejo manjšo leksikalno gostoto. Podobno raziskavo, prvi del raziskave, kot trdite, sta opravili Mojca Brlic, ki štela Vintor iz oddelka za prevajalstvo, ki je natančno še odporala in ugotovitev in upam si trditi tudi veliko bolj zanesljiva in ste ga tudi preselili v tem pogledu. Leksikalne raznolikosti v samodejnih prevodih naj ne bi mogli primerjati s tisto človeških prevodih. Samodejni prevodi naj bi bili paradoksalna zmes, pretirane posplošitve in večje pogostosti pogostejših besed, kar povzroča izgubo leksikalne raznolikosti. Na drugi strani pa vsebujejo premalo manj pogostih besed in izrazov, kar pa vodi v nedosledne in raznolike prevode, ki ustvarjajo le navidezno leksikalno raznolikost. Za dobre rezultate pri strojnem prevajanju je potrebno čim več podatkov. To je glavni razlog, zakaj v Evropi še zmeraj ni mogoče zadovoljiti vse večjega povpraševanja po strojnem prevajanju. Več podatkov, kot ima prevajalnik, boljša je kakovost prevodov. To velja tudi za druge jezikovne tehnologije, ki jih razvijamo. Podatki so torej ključnega pomena, saj algoritmi, ki tvorijo umetno inteligenco, temeljijo na njihovi uporabi. Človeštvo se še ni opredelilo, kdo je lastnik podatkov, kdo jih lahko zbira in na kakšen način. Evropa je tu sicer splošno uredbo o varstvu podatkov že naredila korak naprej. Druge celine še ne. Nove jezikovne tehnologije in umetne inteligence so povezane s pomembnimi vprašanji varnosti, zasebnosti, dostojanstva, pravic intelektualne lastnine in pravil konkurence. Na drugih področjih lahko umetna inteligenca ogrozi demokracijo, ker je z ljudmi
na podlagi podatkov, zbranih v njih, zelo lahko manipulirati. Vsako podjetje, organizacija, ki ima dostop do podatkov, lahko prilagodi svoje algoritme tako, da ustrezajo samo njihovim ciljem. Samo mislite na predledine na to afero s Facebookom in Cambridge Analytics. Kadar velika tehnološka podjetja uporabljajo jezikovne tehnologije, se v zvezi s tem porajajo tudi velika vprašanja. Dostopnost digitalnih podatkov, ki jih lahko uporabljajo, prodajajo in preprodajajo tako tehnološke velikanke kot vlade, lahko vodi tudi do diskriminacije, izključevanja, nadzora in varnostnih tveganj. Kolektivno zbiranje podatkov in beleženje vseh človekovih dejavnosti je pripeljalo do tako imenovanega obdobja dataizma, v katerem živimo sedaj. Yuval Harari je v Homo Deusu te svoje knjige neslikovito razložil vesolje kot razložil naš svet kot vesolje, sestavljen iz podatkovnih tokov, vrednost vsakega bitja pa je odvisno od njegovega prispevka k obdelavi podatkov. EU ima tudi močan regulativni okvir, ki bo določil globalni standard za umetno inteligenco, osredotočeno na človeka. Evropska komisija je leta 2019 sprejela zavezo z naslovom Gradnja zaupanja v umetno inteligenco, osredotočeno na človeka, v kateri je umetna inteligenca opisana kot ne samo sebe namen, temveč kot orodje, ki služi ljudem, da bi pomagala izboljšati človekovo blaginjo. Evropski parlament je lani sprejel rezolucijo o umetni inteligenci v kulturnem, ustvarjalnem in izobraževalnem sektorju. Z njo želi regulirati in usposobiti tehnologije umetne inteligence za zaščito, nediskriminacije, enakosti spolov, pluralizma ter kulturne in jezikovne raznolikosti. Februarja letos je v okviru projekta Enakost med evropskimi jeziki ali European Language Equality, ki sem naprej na hitro omenila, išlo poročilo o tem, do kakšne mere evropski jeziki uživajo tehnološko podporo. V zadnjem desetletju je bil na področju jezikovnih tehnologij dosežen izjemen napredek, ki so ga, kot smo že omenili, omogočili pojav globokega učenja in nevronskih mrež ter znatno povečanje števila in kakovosti virov v številne jezike. Vendar ne za vse jezike, saj je tehnološka vrzel med razširjenimi in manj razširjenimi, uradnimi in regionalnimi ter mašinskimi jeziki še zelo velika. Poročilo za slovenščino je sestavil naš kolega dr. Simon Krek in iz tega poročila je razvidno, da je jezikovno-tehnološko ni tako zelo močno podprta kot denimo nizozemščina, ta je na 8. mestu, vendar je v ta položaj, torej slovenščina v ta položaj, po objavi rezultatov projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju, jezikovne vede in tehnologije, nedvomno premaknil kar za nekaj mest naprej. Rezultati projekta, ki je trajal od, sem pa tudi sam, mislim si napisala datum, leta 20, 3 leta, ja? In se je končal to jesen, bo predstavljen 7. decembra. Vidi, ti rezultati, ki so da vidim na tej spletni strani, tu so zbrani vsi viri in zbirke podatki, ki so nastali med projektom in so tudi javno dostopne. Naj preberem samo, kaj je cilj projekta. Citiram. Cilj projekta je zadovoljiti potrebe po računalniških izdelkih in storitvah s področja jezikovnih tehnologij za slovenski jezik, za raziskovalne organizacije, za podjetja in za širšo javnost. Končni izdelki bodo na uporabniško prijazen način pomagali pri sporazumevanju, sodelovanju, poslovanju in izmenjavi znanja in udeleževanju družabnih in političnih razprav in prispevali k premagovanju jezikovnih meja. Slovenščina je zastopana tudi v veliko mrežah, evropskih mrežah za jezikovno tehnologijo, kot so na primer mreža ELG, European Language Grid. Tu bom samo skematično šla naprej, nekaj ne bom se brala. Ta omogoča dostop do jezikovno-tehnoloških virov vse Evrope, ker so jezikovno-tehnološka podjetja razdrobljena po državah, jezikih in sektorjih, je ELG postala glavna platforma za jezikovno tehnologijo v Evropi. Eden od projektov znotraj ELG je že večkrat omenjen European Language Equality. Najpomembnejši cilj pa je, da bi do leta 2030 dosegli digitalno enakost za vse evropske jezike. Naj omenim samo še.
eno mrežo, da ne bom predolga, to je CLARI-ERIC. To je kratica za infrastrukturo za skupne jezikovne vire in tehnologijo. Naj bom še malo osebna in naj z velikim ponosom povem, da gre za najpomembnejšo evropsko mrežo raziskovalcev na področju humanistike, družboslovja in drugih jezikov povezanih ved, katere je izvršna direktorica z januarjem 2023 postala naša kolegica z oddelka za pravljavstvo Darja Fišer. To morate vedeti. Tu so še druge mreže, ki mogoče ne bi šla podrobnosti v njih, tako da bom kar preskočila in se bo kar povrnila k več jezičnosti v Evropi in da postavim še nekaj ključnih končnih vprašanj. Če se torej povrnemo k več jezičnosti v Evropi, ni presenetljivo, da se vse prisotnost angleščine v komunikaciji znotraj Evrope odraža tudi v razvoju jezikovnih tehnologij. To je med drugim razvidno iz ravnokar omenjenega poročila ELE. Angleščina, kot vidite, je daleč najbolje podprti jezik in je uvrščena z skupino z dobro podporo. Francoski, nemški in španski jezik tvorijo skupino z zmerno podporo, medtem ko so vsi drugi uradni jeziki EU uvrščeni v skupino s fragmentarno podporo. Medtem, ko so bili uradno objavljeni rezultati RSDO, našega projekta, najbrž slovenščina ni več na katerem mestu 15. ali 20. pa se je pomaknila že naprej. Kot so zapisali v uredniki poročila ELE, trenutno noben naravni jezik ni optimalno podprt s tehnologijo, kar pomeni, da cilj globokega razumevanja naravnega jezika. Torej, cilj je globoko razumevanje naravnega jezika. Ta cilj še ni bil dosežen za noben jezik, niti za angleščino, ki je najbolj tehnološko podprt jezik. Zato je še toliko bolj pomembno, da so evropski uradni jeziki ter čim več manjšinskih in regionalnih jezikov dejavno vključene v omenjena glavna infrastrukturna omrežja Evropske unije. Razvoj jezikovne tehnologije v smeri globokega razumevanja naravnega jezika pa je na obzoru. Tehnologija bo vedno bolje razumela vsebino in kontekst naravnega jezika, ter se sprotno odzivala in real time, kot rečeno. Zato samodejno in globoko razumevanje jezika velja za enega od temeljnih ciljev umetne inteligence. Ker se jezikoslovci brez izjeme ukvarjamo z besedili, nas bo v novi paradigmi računalniške obdelave besedil zanimalo predvsem, kaj pomeni brati besedilo ali bolje rečeno sploh razumeti besedilo. Saj je branje predvsem razumevanje. Razumevanje pa tudi prevajanje, če govorimo s Georgem Steinerjem. Ameriški aktivist Frederick Douglass je konec 19. stoletja dejal, ko se naučiš brati, boš vedno svoboden. Na kakšno vrsto branja se to nanaša? Ali smo bili v preteklosti svobodnejši, ali nas sedanje vrste branja osvobajajo bolj kot prejšnje? Ali smo sploh še svobodni? Ali pa je naša svoboda le navidezna? Saj smo pri branju s pomočjo tehnologije sami manj vpleteni proces branja. Je to ista svoboda ali nova svoboda? Ali stroj bere besedilo, ki ga bo prevedel na enak način kot prevajalec, po novem imenovan tudi bioprevajalec? Ali stroj sliši avtorjev glas? Ali se lahko tudi v samodejnem prevodu sliši en sam glas? Zakaj celo jezikovni strokovnjaki težko razlikujejo med človeškimi in naknadno urejenimi avtomatskimi prevodi in ne dajo prednosti nobenemu od njih? Glede na hitrost tehnološkega razvoja se postavlja vprašanje, ali bomo v prihodnosti še potrebovali prevajalce in ali se bodo ljudje še vedno učili tujih jezikov. Tako kot se je zgodil prehod od govorjene besede k pisani besedi, čemur je Sokrates to tako zelo nasprotoval,
Tako kot se je zgodil z Gutenbergom prehod od pisane besede k tiskani besedi, tako kot se je zgodil prehod od tiskane besede k virtualni besedi, smo zdaj na prehodu od virtualne, digitalizirane besede k novi razsežnosti, ki jo šele odkrivamo. Vendar pa o njej razmišljamo že nekaj časa. Znanost in filozofija bosta morali še slediti. Hegelova Minerva pa bo spet poletela šele v moraku. Hvala lepa.